Še enkrat lepo pozdravljeni v mojem imenu. Kot že rečeno, prihajam iz družbe Surovina, ki se ukvarja z predelavo odpadkov. V letošnjem letu se lahko pohvalimo z precej kar zavidljivo, v bistvu 70. obletnico delovanja, in v tem obdobju je na področju ravnanja z odpadki prav gotovo prišlo do precejšnjih sprememb in velikih premikov, pri čemer je nedvomno nezanemarljiva težnja ravno po prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Kljub še tako močnim prizadevanjem slediti viziji krožnega gospodarstva v smeri ničelnega nastanka odpadka, pa v podjetjih v proizvodnem procesu seveda še vedno nastajajo različne vrste odpadkov. To pa nikakor ne pomeni izgubljene bitke. S primernim ravnanjem z temi odpadki, kar posledično zagotavlja visoko stopnjo reciklaže, je ideja krožnega gospodarstva kljub temu uresničena. Način ravnanja z odpadki je za podjetje optimalen takrat, ko zadosti dvema kriterijema. To je ekološka oziroma okoljska ustreznost in pa ekonomičnost. Medtem ko se podjetja zavzemajo za izpolnitev prvega, je predvsem drugi tisti, ki je dejansko pri odločitvah glede ravnanja z odpadki pomemben oziroma igra precej pomembno vlogo. Zato je v bistvu že ob načrtovanju proizvodnje pomembno začrtati ustrezne smernice, kar pa seveda ne pomeni, da podjetja z obstoječo proizvodnjo ne morejo izboljšati načina ravnanja z odpadki in povečati deleža reciklaže ter s tem hkrati tudi zadostiti obema kriterijema. Dolgoročno namreč delujeta vsekakor z roko v roki. Za čim večjo ekonomičnost in doseganje visoke stopnje reciklabilnosti oziroma reciklaže je ravnanje z odpadki potrebno prilagoditi posameznim odpadnim materialom in pa tudi njihovi količini. V samem procesu planiranja in pa optimizacije ravnanja z odpadki na industrijskem dvorišču je izjemnega pomena ustrezna zasnova, umestitev in pa sama postavitev ekološkega otoka. Za doseganje cilja je potrebnih več korakov, v prvi vrsti pa je to pregled in pa popis celotnega nabora odpadkov, ki nastajajo pri posameznem podjetju. To pomeni v bistvu pregled tako narave kot pač ustreznosti klasifikacije posameznega odpadka, ustreznosti načina zbiranja posameznih odpadkov, se pravi, ali so pravilno ločeni in je mogoče boljše oziroma smiselno pod isto EVC oznako s posamezne odpadke še dodatno ločevati. Se pravi, tu se predvsem pogovarjamo potem o ekonomski smiselnosti. Smiseln je potem tudi pregled ustreznosti ravnanja z odpadki, predvsem imam tu v mislih ravnanje z posameznimi tokovi odpadkov, za katere veljajo določeni posebni predpisi. To gre za recimo podaljšano oziroma razširjeno proizvajalčevo odgovornost, ki velja za odpadno embalažo, električni in elektronski odpad in pa pač druge odpadke, za katere velja PRO, ter na primer komunalne in pa gradbene odpadke, in pa hkrati z temi pregledi se pogleda tudi količina vseh navedenih odpadkov. Predvsem od količine in pa narave posameznih materialov odpadkov je odvisen v bistvu tudi potem nadaljnji način ločevanja. Ob večji količini nastalih odpadkov je smiselno posamezne materiale odpadkov ločevati tudi glede na njihovo vrsto, se pravi, kolikor dosegajo različne stopnje reciklaže oziroma večjo razliko v vrednosti posameznih materialov. Tudi v primeru, recimo, ko gre pa za manjše količine, za katere se ne uvaja ločeno zbiranje glede na kvaliteto, pa to ne pomeni, da ti ne bodo reciklirani. Tudi ti materiali se seveda prav tako posortirajo, ampak pač ne na samem izvoru, se pravi ne pri podjetju. Zato v bistvu za podjetje to pomeni manjšo odkupno vrednost s strani podjetja, ki mu izvaja ravnanje z odpadki, storitev ravnanja z odpadki, oziroma pač večji strošek ravnanja tega reciklabilnega materiala. Eden izmed pomembnih korakov pri doseganju cilja optimizacije ravnanja z odpadki je tudi pregled in pa popis obstoječe infrastrukture za ravnanje z odpadki, s katero v bistvu podjetje razpolaga.
To pomeni v prvi vrsti popis zabojnikov, se pravi število, velikost in pa naravo, ter v bistvu z pravilnim ločevanjem, mogoče, kot že rečeno, tudi ne samo po EVC kodi, temveč kolikor je to smiselno, tudi po vrsti odpadka oziroma pač po materialih, je ob ustrezni količini posamezna odpadka lahko smiselna uporaba večjega zabojnika ali pa celo prezabojnika, kar lahko precej vpliva na višino logističnih stroškov odvoza. Oziroma po drugi strani, mogoče v določenih primerih tovrstni način ločevanja nepotreben, nesmiseln in pač tudi ekonomsko neupravičen oziroma nesmiseln. Pomemben je tudi način skladiščenja odpadkov, ali so odpadki v pokritem skladišču, kar je v bistvu za odpadke, ki ob izpostavljenosti vremenskim razmeram spremenijo svoje lastnosti, tako ali tako obvezno. Za takšne odpadke v bistvu že sama zakonodaja predpisuje pokrito skladiščenje, kar pa v bistvu ima precejšen smisel, namreč padavine vplivajo predvsem na kakovost in pa posledično slabšo stopnjo reciklabilnosti. Ob vsem tem se svetuje pač tudi preverjanje stanja na ekoloških otokih ter pogostost odvozov, ter pa izvajalce ravnanja z odpadki, ki to storitev že opravljajo pri podjetju, se pravi in seveda pač njihove pogoje. Velikokrat je smiselno, da se uvede v sistem ravnanja z odpadki na posameznem dvorišču pri posameznem podjetju eno podjetje, ukolikor pač lahko zagotavlja pač širok spekter ravnanja z širokim spektrom različnih odpadkov. Na ta način se lahko v bistvu precej prihrani in se uvede različne optimizacije. Ob upoštevanju vsega skupaj je nedvomno pomemben korak tudi izobraževanje zaposlenih. Samo s tem je v bistvu mogoče uresničevati ta cilj ustreznega ravnanja z odpadki in pa posledično optimiziranja zatečenega stanja. Pri tem niso odveč osnove ravnanja, se pravi hierarhija ravnanja z odpadki, pravilno ločevanje odpadkov, označevanje in pa izredno pomembno tudi skladiščenje odpadkov. Poučeni morajo biti v bistvu zaposleni tudi o nevarnih lastnostih odpadkov, se pravi, kdaj gre za nevarni odpadek in kdaj ne, na kakšen način z njimi ravnati, kako jih označiti. In pa, ker gre za področje, kateremu je potrebno posvečati nekaj pozornosti, je zelo priporočljivo imenovanje osebe, skrbnika za področje ravnanja z odpadki, pač vkolikor si pač podjetje to lahko privošči. Namreč v bistvu za zagotavljanje zakonskih standardov je pomembna v bistvu tudi vsa spremljajoča dokumentacija, se pravi evidenčni listi, pa pripravljanje letnih poročil in podobno, kolikor je to potrebno. In to včasih kar potrebuje enega človeka. Ob v bistvu upoštevanju vsega do zdaj nekako opisanega se v bistvu tako pri posameznih odpadkih glede na odpadni material in pa seveda upoštevajoč njihove lastnosti spoznajo neke prednosti, ki omogočajo boljšo okoljsko in pa tudi ekonomsko učinkovitost. Recimo vremenski dejavniki nedvomno najbolj vplivajo na kvaliteto zbranega odpadnega papirja. V postopku reciklaže papir ne sme biti vlažen in ne sme razpadati, zaželena pa je tudi v bistvu odsotnost nečistoč. Po sami strukturi se ločuje na različne kvalitete in v bistvu le na tak način je povsem uporaben potem tudi za končno reciklažo. Pri večini podjetij se kot prevladujoča kvaliteta pojavljata karton in pa lepenka, ki se pa v bistvu uporabljata predvsem kot za embaliranje izdelkov. Pri tem je ključno, da se glede na količino nastalega odpadka izbere pravilen način zbiranja. Namreč pri papirju gre za material, ki ima glede na težo velik volumen, zato je zaradi optimizacije potrebno res poskrbeti za ustrezne zabojnike, oziroma, kolikor je pač to potrebno, tudi za stiskalnice, se pravi, kadar gre za večje količine tega odpadnega papirja. Pomembno je pri papirju tudi ločevanje glede na izvor oziroma naravo, se pravi, a gre recimo za papirno
odpadno embalažo, ki se vodi pod EVC oznako 150101 ali pa recimo za komunalni odpadni papir 200101. Pravilno v bistvu razmejitev med njima je pomembna ne samo iz zakonskega vidika, ampak tudi iz ekonomskega vidika, namreč odpadni papir pod oznako 200101 je lahko predmet prodaje, se pravi, podjetje ga lahko po tržni vrednosti proda predelovalcu, medtem ko v bistvu za 15, ko se pravi za odpadno embalažo, to ne velja, z njo se ne sme trgovati na tak način, namreč za njo veljajo pravila podaljšanja razširjanja odgovornosti in je ta odpadna embalaža vključena v shemo. Se pravi, z tega vidika je pač razvrstitev pod pravilno EVC oznako pomembna, ukolikor je napačna, se lahko izgubi nek zaslužek oziroma povračilo podjetja. V bistvu, kar se tiče plastike, podobna osnovna pravila veljajo tudi zanjo. V samem postopku v bistvu reciklaže je zelo pomembno, da ne prihaja do mešanja različnih materialov. To namreč pomeni pač zmanjšano uporabnost oziroma pač neuporabnost v postopku pridobivanja granulatov. Ključno je torej to, da se v postopku samem zbiranja res skrbi za čim večjo čistost materialov. In v bistvu na področju ločenega zbiranja in recikliranja gre pri plastiki praktično za najbolj zahtevno obliko, ker je v bistvu na trgu izjemno veliko število vrst plastike z različno kemično sestavo, kar pa pomeni, da je zahtevno ločeno zbirati prav vsako vrsto plastike posebej, ni pa nemogoče. In sploh je to mogoče, kadar se ločuje na pravilen način na izvoru. Težje je potem, ko mora to podjetje izvajati z sortiranjem. Takrat pa je dejansko praktično nemogoče. Povsod seveda pač velja pravilo, da se, če v podjetju pač nastaja neka dovolj velika količina enakovrstne plastike, res ta zbira ločeno. Kar se tiče odpadnih kovin, je v bistvu kot pri vsem ostalem seveda spet pač dosledno ločevanje izrednega pomena. Tukaj je pač mogoče vseeno potrebno ločevati, to je res pomembno, ločevanje barvnih kovin od jeklenega odpada. Namreč v zelo heterogeno zbranem materialu je težko prepoznati različne kovine, zato je sortiranje po vrstah zelo zahtevno in je pa resnično smiselno, da se to ločevanje opravi že na izvoru, se pravi na samem dvorišču. Tu je seveda tudi pomemben kriterij ekonomike. Z mešanjem se dejansko pač razvrednoti te odpadke. Za omeniti, da v tem delu mogoče tudi kovinske ostružke, to so pač posebna kategorija, kjer je potrebno pač poudariti, da zahtevajo zbiranje in pa skladiščenje pod streho z pač urejanjem prestreganjem izcednih tekočin v ustrezne lovilne posode oziroma podstavke oziroma pač z skladiščenjem v pokritih zabojnikih. Kar se tiče mogoče barvnih kovin, je tudi pri barvnih kovinah, se pravi baker, aluminij, medenina in podobni in ostali se pač morajo oziroma je priporočljivo definitivno zbiranje dosledno ločeno, saj so v bistvu v tem primeru primerne za končno uporabo, dosegajo pa ustrezno reciklabilnost, ter s tem za podjetje seveda tudi precej višjo odkupno vrednost materiala. Mogoče zadnji tak, ki je dosti specifičen in je pa tudi precej redni spremljevalec industrijskih dvorišč, je tudi odpadni les, pri katerem v bistvu se povzročitelji pogosto pač srečajo z dilemo glede ustreznega ravnanja, ravno zaradi njegove narave. Na tem mestu je res potrebno poudariti, da je kljub njegovi kurilni vrednosti pomembno upoštevati predpisane smernice ravnanja z odpadki in pa tudi zanj zagotavljati pač ustrezno predelavo. To pomeni snovno ali energetsko, kar pa v bistvu podjetje doseže s predajo odpadkov pač ustreznemu predelovalcu oziroma prevzemniku. Ukolikor pa želi podjetje samo ravnati z odpadnim lesom, lahko izvaja to tudi sama, ampak pač vkolikor pridobi okoljevarstveno dovoljenje. To velja v primeru, ko gre za odpadni les, ki je onesnažen, se pravi lakiran, barvan
ali pač delno onesnažen. V primeru, kadar pa razpolaga podjetje z čistim, kemično neobdelanim in nekontaminiranim lesom, pa je v bistvu, se pravi biomaso, pa je mogoče tudi predelava brez okoljevarstvenega dovoljenja. Se pravi, mogoče, če vse skupaj nekako povzamem, kot je nekako razvideno iz predstavljenega, po naših izkušnjah zdaj je izjemno težko postaviti nek univerzalen recept za organizacijo ravnanja z odpadki na samih dvoriščih. Gre namreč za res različne industrijske poslovne procese, vendarle pa je v bistvu potrebno pristopiti k temu nekako pač odgovorno in pa preudarno. Pri tem je osnovni pogoj res ustrezna ureditev ekološkega otoka, kjer se v bistvu odpadki zbirajo v primerni obliki za končen prevzem. Potrebno je v bistvu upoštevati vse, kar smo pač nekako do zdaj navedli, se pravi značilnosti posameznih odpadkov in pač značilnosti za vsak posamezen material. Seveda je pač potrebno ekološki otok prilagoditi tudi prostorskim možnostim in pa količini nastalih odpadkov, ki jih ima podjetje. In pa, ko v bistvu načrtujemo ekološki otok, iz te točke organiziramo tudi nekako notranjo logistiko in pa način zbiranja odpadkov v samem podjetju. Dejansko bolj, kot je urejen ekološki otok, lažja je organizacija notranjega zbiranja. In potem pri natančnih navodilih in ustreznem številu zabojnikov lahko pridemo do optimalnega stanja, ki v bistvu v enem pomeni red v samem podjetju in pa tudi dejansko minimalni strošek ravnanja z odpadki. V bistvu bolj kot nekako čutimo pomanjkanje virov, vse bolj je aktualen in pa nepogrešljiv dobro organiziran sistem ločevanja odpadkov. Velikokrat se pri načrtovanju tovrstnega sistema podjetja celo nekako srečajo z ugotovitvami o optimizaciji same proizvodnje in pa zmanjšanju količine nastalih odpadkov, ker v bistvu tekom celotnega procesa pridemo do res natančnega procesa popisa samih procesov in pa v bistvu vseh nastalih odpadkov, ki v proizvodnji nastajajo. Dolgoročno morajo biti rešitve za podjetja definitivno okolju prijazne in pa ekonomične. To je v bistvu tisto, kar je edini v bistvu vzdržen model krožnega gospodarstva. Toliko v bistvu na kratko iz moje strani. Zahvaljujem se za pozornost.